Lep dober večer, sem skupaj, spoštovane obiskovalke, dragi obiskovalci, na pogovornem večeru v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, območne organizacije za občine Kočevje, Kostel in Osilnica. Pogovorni večer bomo razdelili na dva dela, v obeh delih bo gost dr. Jože Možina, novinar, zgodovinar. V prvem delu se bo s svojim stanovskim kolegom, dr. Renatom Podberstičem, pogovarjal o svoji knjigi, ki je doživela 8 ponatisov, če sem si jaz prav zapomnil. Nekako bosta šla nazaj v zgodovino in iz te zgodovine bomo potem zgodbo nadaljevali še v drugem delu pogovora, ko se bo dr. Možini pridružil tudi predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in predsednik osamosvojitvene vlade, gospod Lojze Peterle. Ko bomo zgodbo eno in drugo zaključili, boste lahko s svojimi vprašanji, spoštovane in spoštovani, sooblikovali nocojšnji večer. Verjamem, da se vam bo porajala marsikatera misel, marsikatero vprašanje. No, pa predno povabim oba doktorja k besedi, vas bom poprosil, da svoje telefone stišate, jih date na pilotske variante, na avionske variante in tako naprej, da nas ne bodo motili. Hvala lepa. Spoštovana gospoda, izvolite, omizje vajeno. Dobro večer, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani rojaki, ljudje dobre volje. V veselje mi je, da se dva Primorca pripeljeva na Kočevsko predstavljati knjigo, ki je pomembna za celoten slovenski narod, tako v domovini kot v zamejstvu in po svetu. Knjiga, ki v marsičem ruši rekorde, bilo je že povedano 8 ponatisov, knjiga, ki je izšla prvotno konec leta 2019, kljub temu, da je njena izdaja zapadla v čas covida, je vendarle bila pri bralcih lepo sprejeta, nenazadnje njeno vlogo smo prepoznali tudi stanovski kolegi, ki smo dr. Jožetu Možini pred dobrim mesecem podelili nagrado za najboljšo monografijo, ki je šla na Slovenskem v zadnjih 4 letih. Bil je natečaj, na tem natečaju je zmagala knjiga, ki je tukaj pred vami. Knjiga, ki odstira tista nekoliko odrinjena, zamolčana, pozabljena dogajanja iz naše polpretekle zgodovine. Knjiga, ki ni doživela
nobenega nasprotovanja odkritega, nobenega napada o vsebini knjige. Doživela je polemike, ki so se spravljale na avtorja in na temo, s katero se je ukvarjal, na samo vsebino pa dejansko to ni bilo mogoče, ker je to pravo zgodovinopisno delo, to ni roman. To je knjiga, ki je bila narejena kot avtorjeva doktorska disertacija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za zgodovino, pod mentorstvom tudi na Kočevskem dobro poznanega doktorja Mitje Ferenca, ki se je v svojih zgodnejših letih ukvarjal tudi za usodo Kočevarjev. In dejansko je knjiga, ki je bila potem nadgrajena in prinaša pred bralce marsikaj novega. Pustimo zdaj, da je težka, tako po vsebini kot po teži, da ima več kot 600 strani, da knjiga ni večerno branje, ki bi ga vzeli za sprostitev pred spanjem, ampak naslavlja nekatere pomembne teme, tematike, ki še danes razdvajajo slovenski narod. Knjigo je Jože predstavil že, ne vem, 40krat, 50krat, skoraj da ali pa celo več. Sva kar nekajkrat sodelovala skupaj, vedno je nekako kaj novega, ampak dejva Jože malo drugače začeti danes morda. Optimistično. Slovenci smo narod, ki smo doživeli razkol, doživeli smo tudi enotnost v preteklosti in tudi v bližnji sedanjosti. Narod, ki se ponaša z zgodovino, bogato zgodovino, narod pomembnih posameznic in posameznikov, narod, ki ne nazadnje svetopismo dobil v celotnem prevodu kot 13. na svetu, že v 16. stoletju. Narod, ki je bil stoletja razdeljen na različne habsburške dežele, velika večina naših prednikov je od leta 1500 naprej živela pod Habsburžani, ampak sredi 19. stoletja je dozorela ideja, da smo Slovenci ne samo partikularni krajinci, Štajerci, Goričani, Istrijani, Korošci in tako naprej, ampak dozorela je ideja, da imamo neko skupno platformo. Ta platforma je bila v tistem momentu, v tistem trenutku, sredi 19. stoletja, predvsem kulturna, torej jezik naj združuje nas. Takrat se pojavi tudi ideja, za tiste čase revolucionarna ideja, ki se ji reče ideja Združene Slovenije, zedinjene Slovenije. Kako bi predstavil to idejo začetka porajanja slovenske komponente, enotne komponente sredi 19. stoletja? Hvala kolega Renato za ta lep uvod in hvala tudi vam za udeležbo. Spregovorili bomo res seveda o slovenskem razkolu, žal v obdobju, ki je naš narod razklal. Tema je žal zelo zanimiva tudi zato, ker se silnice takratnega razkola še sedaj odpirajo in zato ta knjiga nima nekega normalnega zgodovinskega odmeva, kar pomeni, da bi se v nekem zaprtem krogu interes za to knjigo odvijal, ampak res teh 7-8 ponatisov dokazuje, da je ta zgodovina, ki jo tukaj predstavljamo, žal še kako živa. Ampak vedno ni bilo tako. Na začetku slovenske stvari smo delovali enotno, nikoli idilično, pa vendar, to, kar si kolega Podbersič omenil, se je zelo lepo začelo sredi 19. stoletja. Mi bomo tukaj res na kratko omenili samo te združevalne, množične združevalne elemente slovenskega naroda, seveda vzniki posameznih idej so že bolj zgodni, ampak ne bomo začeli s karantanjo, ker bi bila potem tukaj do naslednjega dne. Glejte, 1848 celovški kaplan Matija Majar Zilski pride ven z idejo zedinjene Slovenije in podpisujejo se peticije, pazite, od Istre do Štajerske za kraljestvo Slovenije. Množične peticije, naš kolega dr. Stane Granda jih je odkril v Dunajskih arhivih in tudi objavil. O tem se ne govori prav veliko. Ena taka druga množična vseslovenska manifestacija je bilo taborsko gibanje od 1868 do 1871, spet od Istre do Štajerske, velike množične prireditve. Če si predstavljate, da je bilo na največjem tem taboru
so bili množični, tisoči so se udeleževali, recimo v Vižmarjah pri Ljubljani, tukaj vidite plakat z tega tabora, je bilo zbranih 30.000 ljudi. Kaj je to pomenilo za tiste čase? Ne? V času, ko v bistvu še niti železnice dobro ni bilo, ne? Tako. Torej so ljudje peš prihajali, pa 30.000 zbrati je bilo impresivno. Nekaj izjemnega. Ampak da se hitro pomaknemo naprej, končno en vrh, lahko nam sedaj ni čisto všeč, teh prizadevanj je bil vendarle po prvi svetovni vojni, ko nastane država Slovencev, Hrvatov in Srbov. To je bila predhodnica potem, oziroma tukaj so bili združeni habsburški del oziroma Slovani v habsburški monarhiji, ki so se pozneje pač morali združiti z Srbijo v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ampak tukaj je 29. oktober na tej fotografiji 1918, veliko zborovanje spet v Ljubljani, množično gibanje za to, da bi pač Slovenci živeli skupaj in dejansko, če gledamo zgodovinsko, kraljevina Jugoslavija ni bila idealna država, vendar je bil spet to korak naprej v smeri slovenske emancipacije. Vendar je bilo tukaj ta preostanek, ki je ostal, Koroška je šla Avstriji po plebiscitu 20, Primorska Italiji, spet po Rapalski meji, ampak ta osrednji del, ki je pozneje imenovan Dravska banovina, tukaj pa vendarle je slovenska komponenta, tukaj je slovenski jezik zaščiten, slovenska kultura zaščitena. In seveda so različna gibanja, različne politične stranke, vendar nekako sodelujejo. Bova šla potem, kako je pa prišlo do razkola. Tukaj bomo sedaj spregovorili v nadaljevanju. Radikalen spor med Slovenci, razkol se začne med drugo svetovno vojno. Nekateri bi ga radi, da bi razbremenili odgovornost za ta razkol, bi ga radi postavili v 19. stoletje, ne vem, Škofa Mahniča in tako naprej, ampak to, kaj več kot kakšne blodnje, to niso. Seveda so bili spori tudi že prej, zelo ostro so se obkladali, recimo liberalni in katoliški tisk, vendar je bilo to vendarle na neki, kaj ne rečem, akademski ali pa salonski ravni, nič v primerjavi s tem, kar se je dogajalo žal med drugo svetovno vojno. Lepo si rekel, da ne bova idealizirala razmer pred drugo svetovno vojno, ampak vendarle je tedanja Dravska banovina živela v nekem, recimo, protodemokratičnem smislu, so se volitve bolj ali manj uspešno in demokratično odvijale, zadnje v letu 1938, zadnje pred drugo svetovno vojno, bili so izoblikovani trije idejno-politični, bomo rekli, strankarski sistemi oziroma grupacije, Slovenska ljudska stranka, ki je bila večinska, ki je na zadnjih volitvah dobila skoraj 80% glasov, potem liberalni tabor, ki je bil zelo projugoslovansko usmerjen in pa recimo temu zelo, zelo marginaliziran socialdemokratski oziroma tudi komunistični. Kje vidiš ti glavne smeri tega razkola oziroma kako bi današnjim spoštovanim poslušalkam, poslušalcem, ki nas danes poslušajo, razložil, da relativno, bomo rekli, minorna stranka, ki je recimo štela 800, morda 1000 članov v tedanji Dravski banovini, je potem uspela izvesti revolucijo. To je bolj retorično, ker knjiga točno to opisuje. Ja, knjiga to opisuje, kako je prišlo do tega preloma, do te končno tudi zlorabe vojne za politične namene. Knjiga je nastala na način seveda uporabe virov. Po tej logiki se tudi razlikujejo zgodovinska dela od zgodovinskih monografij, ker je zgodovinar dolžan na določeno temo in to je, kaj ne rečem, v nekem smislu sveti gral ali pa najbolj pomembna tema druge svetovne vojne, ker razloži razloge za slovenski razkol, vse ostalo bolj ali manj vemo. Tako da v bistvu je avtor dolžan upoštevati različne vire, ko opisuje dogajanja, dogodke, pomembne pojave. Se pravi, to je dolžan narediti, zato ima tudi knjiga več kot 2800 opomb, da si lahko, čar takih knjig je, da si lahko bralec potem sam ustvari na podlagi različnih virov, sam utrdi tisto svoje prepričanje in vedenje in zato je seveda tako delo toliko bolj vredno. To vse drži, kar si zdaj povedal. Knjiga je monumentalna, je tudi težka, kot smo že uvodoma povedali, narejena po vseh pravilih stroke, torej citira tako obsežno literaturo, ki si jo uporabil, dejansko vso relevantno. In tukaj, veste, avtor ni vzel obzir samo eno ali drugo svetovno nazorsko. Avtor uporablja cel kup tako imenovane partizanske literature, tako imenovanih partizanskih avtorjev.
Kot na drugi strani tudi dela, ki so išla v egzilu, torej v emigraciji, v času, ko jih ni bilo še dovoljeno prebirati v domovini, torej v 50., 60., 70., 80. letih. To pustimo ob strani. Uporablja cel kup arhivov, tako iz domačih arhivov, ampak kar bralca, tudi mene, impresionira, je velika količina podatkov iz potem bomo rekli privatnih arhivov ali pa manj znanih, manj uporabljenih arhivov, recimo v Buenos Airesu, arhiv Zedinjene Slovenije, arhiv Kominterne v Moskvi, ki je po moje tudi, bi rekel, ena taka žebljica na glavico, in pa treba je poudariti tudi to, ker je ležalo zgodovinarjem tudi starejših generacije ali srednjih generacij pred nosom, pa tega nihče nekaj dosti uporabljal. To so italijanska okupacijska poročila iz obdobja italijanske okupacije Ljubljanske pokrajine 41-43. Avtor je prav s prebiranjem, interpretacijo teh italijanskih poročil, ki so v glavnem italijanščini napisana, dejansko prišel do nekaterih osupljivih odkritij. Ampak vseeno me zanima, verjetno bo tudi poslušalke in poslušalce zanimalo, tvoje raziskovanje v moskovskih arhivih. Kako si prišel od tega? Težko bi rekel, da je to pravo raziskovanje. Dovolj časa sem tam bil, da sem ugotovil, da se tam skrivajo neverjetno pomembni viri za našo zgodovino. Mislim, da tudi viri, ki v še bolj popolnosti dokazujejo to popolno simbiozo slovenskih in jugoslovanskih komunistov s Kominterno. Dejansko so delali po njihovih navodilih in so bili absolutno, se tudi niti niso skrivali, agentura Sovjetske zveze takrat v Jugoslaviji in ves čas so delali samo v interesu Sovjetske zveze. Recimo tukaj je ogromno materijala, ki je nepregledana, ki ga tudi jaz nisem uspel videti, seveda žal bo to za nekaj cajta gotovo zaprto, ampak recimo vidite poročila že iz 20. let prejšnjega stoletja o stavkah v revirjih, kjer se organizatori stavk potem zgovarjajo in opravičujejo, kaj jim je uspelo in kaj jim ni. Spravi, tudi stavke so bile organizirane v sozvočju in po navodilih Kominterne. Ampak tisto, kar pa mogoče knjigo najbolj odlikuje in kjer je spletenih pozitivnih okoliščin, lahko bi rekel tudi včasih božjega prsta, pa je najdba stražarskega arhiva. Stražari so bili, kaj ne rečem, katoliška elita, ki jih je vodil dr. Lambert Ehrlich v Ljubljani, in oni so bili prvi napadani strani nastajajoče komunistične gverile in VOS-a, so se tudi prvi branili, pozneje bili tudi vključeni v protikomunistični odpor. Sami so razbili nekaj partizanskih komunističnih bunkarjev v Ljubljani in sicer predvsem tam v začetku leta 1945. V teh bunkarjih so našli primarno gradivo komunistične partije, ki zadeva vojno, in je recimo tudi osebno korespondenco in navodila Edvarda Kardelja, vodilnega slovenskega komunista, drugega jugoslovanskega komunista, navodila Zdenki Kidrič, ki je vodila VOS, se pravi partijsko eksekutivo, in faksimile so tudi objavljene v knjigi, nekaj od tega bomo potem tudi v nadaljevanju videli. In to je pravi arhivski zaklad, da človek nekaj takega najde, to je bilo spletenih naključij in to je vključeno v knjigo in res daje eno dodatno dimenzijo. Kot tretji moment bi pa navedel tudi pričevanja, ki dodajo to čustveno komponento, da lažje razumemo, ker je to z dokumentov pogosto težko razbrati, lažje razumemo to čustveno atmosfero, v kateri so se naši predniki znašli med drugo svetovno vojno. Avtorja verjetno večina ali pa skoraj vsi med nami poznamo kot avtorja že skoraj 10 let od stare oddaje na nacionalni televiziji Pričevalci, ki jo uspešno snema in tudi uporablja, in tudi pričevanja teh svojih pričevalcev iz oddaje je domišljeno vključil v samo knjigo Slovenski razkol, ki dodatno še osvetljuje nekatere, bom rekel, tudi čisto človeške odločitve ali pa človeške občutke tedanjih otrok, mladostnikov, mlajših, skratka tistih, ki so še živi ali pa so bili toliko živi, da jih je uspel
poloviti in jih fotografirati oziroma posnet, da dajo drugačno komponento, drugačno dimenzijo njegovi knjigi. Ampak, ko si omenjal stražarski arhiv, mogoče bi dve besedi o tem, kako se ta arhiv, ta časovna kapsula, ki jo lahko imenujemo, ki nas popelje 80 let nazaj in je prinesla nekatere osupljive trditve, ki bi bilo fajn, da jih tudi pokažeš današnjim spoštovanim poslušalkam in poslušalcem, da vidijo, kakšen zaklad si našel v teh kanglah za mleko, ki so bile zakopane. Jaz sem ga uporabil, našli so ga drugi. Stražarji so se ob koncu vojne umikali seveda preko meje in so v 3 velikih kantah za mleko, ne takih, kot jih zdaj poznamo, večje so, mogoče 50 litrske. Sem jih potem tudi imel priložnost videti in tudi videti, kje so bile zakopane. So strpali svoj arhiv, kjer so strpali vse, kar so imeli. Se pravi svojo korespondenco, tudi seveda gradivo, ki lahko bi rekli obremenjuje njih, ne? In seveda vse, kar so imeli, partijsko korespondenco, recimo tudi italijanske dokumente, fotografije italijanske vojske z grozodejstvi nad slovenskimi civilisti, tudi tukaj je neverjeten izbor teh fotografij, zanimivo. Notor je mogoče 30 fotografij slovenskih deklet, ki so hodili z italijanskimi vojaki, tudi to so načrtno zbirali, verjetno partizanska stran in se je znašla potem to v stražarskem arhivu. In seveda to, ko se to so odkopali šele nekaj let prej, ker prej zaradi aluminija niso uspeli z detektorji to najdeti, niso točno vedeli, kje je zakopano in ni bilo nič uporabljeno, praktično nedotaknjeno in to se potem znajde v mojih rokah, toliko o tem. Ampak, če dovoliš, bomo povedali, da bo treba to najprej posušiti, zravnati, to je bilo mukotrpno delo. Se upam, da nam boš v nadaljevanju pokazal, kako so dejansko izgledali ti dokumenti, tudi rokopisi in kakšno delo to zadej, da prideš sploh do možnosti branja, potem pa šele interpretacije gradiva. To je neverjetno, da nekaj takega najdeš in to so dejansko nekateri popolnoma novi dokumenti, ki postavljajo resnico o začetku druge svetovne vojne in razvoju dogodkov na nove temelje. Se pravi, tu neka nova resnica, seveda vemo, kdo se te resnice boji, ampak kot je tudi kolega Podbersič omenil, proti tem ugotovitvam ni nobenega uradnega priziva, ker pač stojijo. Se bova sedaj spustila tudi za naše gledalce v samo dogajanje ob začetku vojne. Lejte, tukaj smo videli slovensko ozemlje leta 1939, takrat, ko bi lahko rekli, da je bilo še vse v redu, seveda ni bilo idealno, ampak to je zemljevid slovenskega ozemlja, zahodni del je bil že takrat pod Italijo, Koroška je bila izgubljena v Avstriji, ampak ta osrednji del se je nekako boril za obstanek. Glejte, no in seveda vojna je bila v zraku, začne se 1. septembra 1939, ampak na podlagi tajnih dogovorov med Sovjetsko zvezo in nacistično Nemčijo, med Hitlerjem in Stalinom, ki sta sklenila pakt avgusta 1939, ki je pravzaprav omogočil začetek druge svetovne vojne. Hitler je potem napadel Poljsko, kasneje še Sovjetska zveza Poljsko, tako da sta v bistvu krivda za začetek druge svetovne vojne je na obeh takrat totalitarnih režimih. Eden je kriv drugega, oziroma Sovjetska zveza je krila nacistično Nemčijo, da je prva potem vojno začela. In v tisti dobi je manj znano in seveda nerado se sliši, so bili slovenski komunisti kot vedno slepo poslušni Kominterni, dejansko so bili v nekem religijskem odnosu s Kominterno, o tem govori tudi recimo dr. Lojze Ude, ki je sicer bil sodelavec Osvobodilne fronte. In takrat je veljala pravzaprav kolaboracija med komunisti, tudi slovenskimi komunisti in pa nacistično Nemčijo zaradi pakta s Kominterno. In tisti, ki se je temu upiral in je imel pomisleke, ena teh je bila na primer predvojna komunistka, borka za ženske pravice, za otroke s posebnimi potrebami, Angela Vode, znamenita ženska, tukaj vidite na desni strani. Njo je Boris Kidrič, ki ima najvišji spomenik v Ljubljani še vedno, zabrisal s partije, ker je nasprotovala temu paktu. In to z besedami, Nemčija zahteva popolno lojalnost tudi od Kominterne in partije posameznih dežel ne morejo metati polena pod noge Kominterni. Se pravi, takrat je bilo pomembno tisto, kar zahteva Nemčija. Toliko, da si to zapomnimo. In so jo vrgli iz partije.
Kasneje seveda so za to dobo od avgusta 1939 pa do napada na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 skrivali in uničevali vse dokumente, ki bi dokazovali to kolaboracijo tudi slovenskih komunistov z nacistično stvarjo, če tako rečem. Ampak v tem stražarskem arhivu pa imamo dokumente, ki to dokazujejo, ki so se recimo izognili temu uničenju, ker so bili pač zakopani. Bomo sam na kratko pogledali recimo neko resolucijo Komunistične partije Slovenije iz julija 1940, ki napada zapadni imperializem, se pravi Anglijo in pa Francijo, ki sta bila takrat, v bistvu je bila Francija, kot veste, napadena in tudi poražena, Anglija se je bolila na njihovi strani, ampak oni napadajo zapadni imperializem, ki da je pričel spopad z namenom, da požene ves svet v vojno vihro, da razkosa Nemčijo, da poruši trdnjavo doslednega protiimperializma, Sovjetsko zvezo in tako naprej. Čeprav je Sovjetska zveza v tisti dobi napadala Finsko, zasedla baltske države in tako naprej. Čista laž, ampak njim ni bil problem seveda taka agresija Nemčije. Takrat so se oni v bistvu sklicevali na to, da hoče zapadni imperializem uničiti Nemčijo in pa Sovjetsko zvezo. Pa tudi tako, oni so nekako takrat vse sile usmerjali proti zahodnemu imperializmu. Proti imperializmu nasploh, kar bi lahko sodil tudi nemški, ampak predvsem so imeli na piki zahodni imperializem. Se pravi, tisti imperializem, tiste države, ki so se takrat borile za svobodno Evropo. To treba vedeti. To je zato, ker so kolaborirali z nacistično Nemčijo. Tudi to, kaj so pisali takrat v Ljudski pravici, februarja 1941, par mesecev pred napadom na Jugoslavijo, govorijo o genialni Stalinovi politiki, o Sovjetski zvezi kot o deželi sreče, zadovoljstva 190 milijonov delavcev, kmetov in inteligentov. Seveda Sovjetska zveza niti takrat in njena naslednica niti danes ni dežela sreče za delavce in kmete. O tej laži, ki jo je takrat komunizem produciral, bova rekla še kakšno v nadaljevanju. Ampak kako je bilo v bistvu na začetku vojne? Ali pa tik pred vojno? Jasno je, da smo imeli vse te tabore, ki jih je kolega Podbersič prej naštel. Katoliški tabor se je vojne in tudi liberalni se je vojne bal in nacionalna zavest je bila izredno visoka. Tukaj vidimo glasilo katoliških ne akademikov, ampak dijakov, ki pravijo, da so pripravljeni, to je nekaj dni pred začetkom vojne, da bodo branili domovino in tako naprej. In pravi, to so mi mladi borci. Pri komunistih je bilo drugače, bomo pozneje omenili. Tukaj vidimo že napad na Jugoslavijo, 6. aprila 1941, glavnino posla tako rekoč opravijo Nemci. Država se brani, ampak je obkoljena z vseh strani in nima nobenih možnosti. In potem je razdeljena ta preostanek Slovenije na ta način, da Štajersko iz Gorenjsko zavzamejo Nemci, Prekmurje Madžari, ta osrednji del Slovenije, Ljubljano, prestolnico z Notranjsko, Dolenjsko in Belo krajino, pa Italijani. In v tem nemškem in tudi madžarskem okupacijskem področju tam se zgodi raznarodovalna politika od prvega trenutka, izgon vseh inteligentov, duhovnikov, profesorjev, majstrov in borzov, vseh narodno pomembnih ljudi. Medtem ko se italijanski okupator, ki seveda tudi ni imel dobrih namenov Slovenci, odloči za blago okupacijo, na drugačen način so hoteli doseči svoje cilje, tako da pustijo slovenski jezik v šolah, tudi v časopisih, samo doda se italijanščina, deluje naprej univerza, deluje opera, drama, tako da se na videz, seveda poudarjamo, da niso imeli dobrih namenov, ampak za običajnega človeka se tukaj v Ljubljanski pokrajini ni spremenilo prav veliko, celo tako je bilo, da se je zelo okrepila trgovina kmetijskih izdelkov in lesa in so si ljudje kar pomagali potem s tem, da so prodajali recimo les italijanski državi. En droben pas tukaj recimo ob gradu Mokrice pa so zasedli tudi Hrvati, ta njihova marionetna fašistična država NDH in tudi tam izvajali na majhnem področju kruto raznarodovalno politiko. Ampak vojno so videli dejansko kot grožnjo ljudje. Mi imamo pričevanja, nekaj jih imam tudi posnetih in nekaj jih je tudi na kratko povzetih v knjigi. Napad na Jugoslavijo se je zgodil 6. aprila 1941. Takrat je bila cvetna nedelja. Veliko ljudi, večina je bila pri maši oziroma tam okrog cerkve.
In velikokrat je duhovnik povedal pri maši, da se je vojna začela. In so primeri, ko je cerkev bruhala na ujok, primer recimo tukaj, ki ga opisujem v Begunjah pri cerknici, so nekaj zajokale učiteljice in potem cela cerkev. Ljudje so se seveda vojne bali, saj spomin na prvo vojno je bil še zelo bridek. Po drugi strani pa so komunisti, edina grupacija takrat v Kraljevini Jugoslaviji, ki je pa v vojni videla priložnost. Pazite. Jaz bi tako rekel malo, če kompariram, z nekim drugim obdobjem, težkim obdobjem izpred 2-3 let, ko je Evropo in tudi seveda svet in Slovenijo zasedla oziroma dosegla neka druga grožnja. In če smo malo kritični, lahko vidimo, da je v tem določen sloj ali pa določene politične grupacije pri nas so tudi videle priložnost. Ne enotnost, da se ubranimo nečesa, ampak priložnost. Dokaz v tem, za ta primer pa je tudi, da je Kardelj na tej konferenciji partijski na Dubravi pri Zagrebu oktobra 40, pred začetkom vojne, rekel, da bo oni šli v vojno, pomagali, da bodo samo sodelovali v vojni, samo če bo ta napredna, to je, če bo v interesu Sovjetske zveze. Ne v interesu slovenskega naroda ali pa jugoslovanskih narodov, če bo v interesu Sovjetske zveze. Za njih je bila vojna priložnost. In seveda zdaj so velike dileme in bojo spet, ko se približujemo 27. aprilu, kdo je pravzaprav začel upor proti okupatorju. Velja 27. april 41, s kolegom Podbersičem natančno vemo, da se tega dne ni zgodilo nič. Prav nič. Pač pa se je dan prej, 26. aprila, so se sestali nekateri možakari iz Društva prijateljev Sovjetske zveze, nekaj krščanskih socialistov, nekaj komunistov, nekaj odpadnih sokolov in kulturnih delavcev, ampak to je bil eden od sestankov, ki jih je bilo takrat na desetine. Različni ljudje so se pač sestajali in debatirali, kar je bilo takrat v Ljubljani mogoče. Če že ni bila ustanovljena Osvobodilna fronta, ki se jo praznuje, ampak protiimperialistična fronta, ki je bila spet, kot smo prej videli, ta besednjak usmerjena proti zahodnim zaveznikom. Ne pa recimo za osvoboditev ali kaj podobnega. No in tako da dejansko toliko ta sestanek je bil tako nepomemben, da so se potem, ko so ga nazaj določevali za potrebe prikrivanja kolaboracije z nacizmom, da so se celo zmotili pri tem datumu, tako da je ta obstal 27. april, čeprav se je ta njihov sestanek zgodil 26. aprila. Ampak Jože, če dovoliš, imenitno si predstavil razmere na predvečer druge svetovne vojne. Tudi knjiga, veste, bralca ne takoj upelje v dogajanje, ampak tudi tisti, ki se ukvarjate s svojimi poklici, s svojim življenjem, jo boste lahko razumeli, ker vas lepo pripelje v dogajanje, v katerem bo zdaj avtor spregovoril več v nadaljevanju. Knjiga sama je doživela sprejem pri bralcih, smo rekli, pri delu medijev, del medijev je ignoriral, nihče je ni napadel, ker dejansko proti faktom je težko operirati z neumnostmi. Po drugi strani se je pa knjige oprijela sintagma, da je to domobranska knjiga. Knjiga domobranstva praktično ne opisuje, ker se ukvarja s, to je treba decidirano povedati že zdaj, ukvarja se s prvima 2 letoma, oziroma dobrima 2 letoma okupacije, predvsem italijanske okupacije, ljubljanske pokrajine, torej nekje od leta 41 do propada Italije 43, s tem, da fokus je pa le na 41 in potem nastajanje vaških straž v letu 42. Zdaj, če preskočiva nekoliko to miselno obdobje, ki si ga vzpostavil po začetku okupacije, pa da ne bova predolga danes, vaške straže nastanejo šele po leti 1942 kot nekakšen izraz, manifestacija ljudi na podeželju, ne samo ljubljanskem, ampak širša okolica, tudi na Dolenjskem, pa v Suhi krajini, kot po Hokajskih dolomitih, kot obramba pred divjanjem partizanov, dobesedno, vaške straže. Jože, kaj se je zgodilo med začetkom vojne, ki si ga dobro opisal, in dobro leto kasneje, poletje 42, da se je bilo ljudem potrebno z orožjem, kasneje tudi s pomočjo Italijanov, ki so bili v prvem obdobju zelo skeptični do samo obrambe Slovencev, da se je bilo treba upreti z orožjem v rokah brat proti bratu. Kaj je pripeljalo? To je v knjigi dobro opisano, ampak kako bi to razložili? Ja, to je ključno vprašanje.
ki je bil kot rečeno neko večno, ključno vprašanje slovenske novejše zgodovine, v katero nekako tudi kolegi prej niso ugriznili, zdaj smo pač ugriznili in evo, tukaj so rezultati. Ja, kako je prišlo do tega? Domoljubna čustva so bila, kot rečeno, bolj privzgojena na katoliški in liberalni strani. In tukaj, če gremo za upor proti okupatorju, tukaj imamo prisego slovenske legije, malo kdo, ali pa manj poznana zadeva je. To je bila vojaška formacija, ki je bila ustanovljena konec maja 1941. Vidite, kako se ta prisega vrši pri vsemogočnem Bogu in tako naprej. In tako mi Bog pomaga in ve se, da je to katoliško okolje. Ampak ta slovenska legija sicer je imela na vrhuncu evidentiranih približno 6000 članov, so tudi poročila, da so se, recimo mlade so vojaško usposabljali, izobraževali in tako naprej, ampak niso nastopili z orožjem. Zakaj? Potem, kar je, oni so imeli dejansko dnevne stike z begunsko vlado v Londonu, ki je bila seveda v sestavi antihitlerjevske koalicije. Potem, kar se je zgodilo na Češkem, na Poljskem, po teh hudih represalijah okupatorja, ali pa točno tudi v Srbiji zaradi četniških akcij, je begunska vlada rekla, počakajte za oboroženim uporom, ker je škoda slovenskih življenj. Ta zadeva ima potem seveda se zgodi nekaj povsem drugega, bomo proti koncu tega predavanja to omenili, ker končno je nastopila grupacija, ki jih teh slovenskih življenj ni bilo mar, ker je pač delovala bolj po sovjetskem vzoru, podobnem pravzaprav, kot ga sedaj demonstrirajo Rusi v Ukrajini in končno tudi do svojega naroda. Ampak če grem naprej. Se pravi, komunisti se tudi niso uprli okupatorju, ko je ta napadal njihovo domovino Jugoslavijo, skupno domovino Jugoslavijo, ampak v trenutku istega dne, lahko bi rekli isto uro, ko pa Hitler izda Stalina, ga napade 22. junija 1941, celo tako, da je bil Stalin zaverovan, v knjigi tudi to dobro opisujem, da so še iste noči šli vlaki z sovjetskim žitom v Nemčijo, hkrati je pa že Nemčija že napadala Sovjetsko zvezo popolnoma nepripravljeno, ker je kolapsirala ruska vojska, sovjetska vojska, je Stalin zapovedal takojšen upor proti okupatorju vseh partij po celem svetu, tako rekoč, zlasti v Evropi. In tako da se istega dne, ne takrat, ko je bila napadena njihova domovina Jugoslavija, ampak ko je napadena neka druga ideološka domovina, se komunisti odločijo za oborožen upor. Zanimivo, da o tem govori tudi pesem, ki se jo pa našel v partizanskem oziroma v arhivu Slovenije, ki so jo peli pač v partizanih, in pravi v tretji kitici: na klic kominterne združite večete, v boj za svobodo, v boj za Sovjete, rdeče smo fronte, bojevniki mi in tako naprej in duh leninizma. Ta odpor proti okupatorju je bil izrazito ideološki. Ko to ni naletelo na pozitiven odmev pri ljudeh, ki so mrskaj v Sovjetski zvezi vedeli, zlasti katoliški, potem so te ideološke fraze nadomestili z narodnimi, ki se lepše sliši, o tem bi lahko veliko govorili. Ampak tudi v stražarskem arhivu je res vrsto zakladov. En od teh so tudi ti trosilni lističi, ki so jih mladi komunisti skojevci trosili po Ljubljani konec leta 1941 in tudi začetku 1942. Poglejte tukaj, kaj na teh lističih piše. V glavnem so izrazito ideološko obarvani. Častijo Stalina, častijo SSSR in častijo s komunističnimi simboli in seveda tudi govorijo zlasti o Sovjetski zvezi. No, tako izrazito ideološko je bilo. Celotna ta propaganda navdušiti, bomo videli, prihajamo do tega, zakaj so se ljudje uprli, je pa slonela na laži pravzaprav. Idealizirali so Sovjetsko zvezo, kot smo prej videli, kot deželo sreče in blaginje za delavce in kmete, za 190 milijonov delavcev in kmetov. Resnica je bila pa popolnoma drugačna. In to je prostodušno povedal v eni oddaji, posneti na takratni televiziji Ljubljana leta 1980, kar Ivan Maček Matija, ki je bil nekaj časa tudi komandant, če tako rečemo, slovenske partizanske vojske, od leta 1944 pa šef slovenske OZNE, ki je organizirala tudi povojne pomore. Maček, jaz sem sam videl tudi njegov ponarejen potni list v arhivu Kominterne in druge dokumente, tam se je v Moskvi izobraževal in potem pravi, kako je pač enkrat kasneje po vojni so mu kolegi, ko se je zvedlo za Stalinove čistke, vendarle očitali, kolegi komunisti, zakaj nam nisi povedal, kaj si gor videl. In Maček pravi tako, namreč tudi on, kolegi, ki so bili pred njim gor, ko so prišli nazaj, so bili tiho.
Kaj so gor videli? Videli so teror, videli so lakoto in pomankanje, razcapane otroke, skupne kuhinje, bili so šokirani. Ko so prišli nazaj, so to svojim kolegom komunistom prikrivali in lagali naprej. In Maček pravi prostodušno tako, ja, da je on je bil, tudi jaz sem bil tiho, nisem pripovedoval o teh stvareh, za katere sem smatral, da ni treba, da jih komunisti vedo, ker sem smatral, da bom tem s partijo razbijal, če bom pripovedoval resnico. Kako gor zgleda. Spravi, če poveš resnico, vse skupaj pade. Kar pomeni, če obrnemo, da je vse skupaj slonelo na laži. Vse to ideološko idealiziranje, ne, borbe za boljše življenje, vse skupaj je slonelo na laži. No, toliko mislim, da je pomembno, ker lejte, vsi režimi, ne, končno tudi demokracije in tako naprej, niso popolnoma imune na laži. Ampak tako dominantno, kot je laž uporabljal komunistični režim, tukaj pa dejansko so svetovni prvaki. Tisto, kar je ljudi šokiralo, govorimo o narodno-osvobodilni vojni, ne, borbi, da pravzaprav večja tarča, da največja tarča ni bil okupator, ki je ogrožal slovenski narod, ampak domače civilno prebivalstvo. Prej se je to o tem govorilo, se je to domnevalo, v tej knjigi je prvič dokazano, bomo povedali kako. Recimo, že konec 41, začetku 42 je ubitih cel kup enih stražarjev, enih poštenih katoliških domoljubnih fantov. Naprimer, 1. decembra 41 pade Fanovš Emer. Kaj je on počel? Organiziral je oborožen upor na nekomunistični strani. Njegova napaka je bila, ker je imel idejo, imel je tudi starojugoslovanske oficirje in tako naprej, z njimi povezavo, njegova ideja je bila, da se poveže s komunisti in da skupaj nastopimo proti okupatorju. Vse, če imaš poštene namene, bomo vsi skupaj pregnali okupatorja. Ne. Za komuniste je bilo možno samo, da so oni edini in noben drug. In kaj se je zgodilo? Takoj so ga ubili. Kot so ubili tudi vse voditelje te ilegalne slovenske legije. Oni najbolj so se ukvarjali s konkurenco, s tistimi, ki so jih imeli za nasprotnike in šele potem z okupatorjem. Niso bili pa žrtve seveda samo po mestih, ti, ko sem jih prej omenil, ampak tudi na podeželju. Te dve fotografiji sta pretresljivi. Vse jih je na stotine, ne? Ampak te dve fotografiji, ena je iz Loške doline iz marca 42, druga je iz junija 42, iz Brezovice pri Ljubljani. Veste, človeško življenje, recimo tukaj je vaška lepotica Alojzija, pa njen oče, spodaj so 3 mravljetovi, 4 so pravzaprav ubili v tisti noči. Življenje ni dragoceno le danes, je bilo dragoceno tudi takrat. V nekem smislu je bilo še huje, če je družina zgubila na tako tragičen način, recimo družinskega očeta, gospodarja, je bila tudi eksistenčno družina ogrožena. To so dve grozljive stvari. V dobi pred vojno je cela Dravska banovina na leto je bilo, ne vem, 15, 17, 19, 21 ljudi sojenih zaradi umorov. Tukaj se pa v majhnih krajih kar vrstijo umori. Se upravičujem za ta kašelj, ampak nekaj me preganja. Da malo pauze. Prej, ko začne se proti revolucionarni odpor, prej smo omenjali poletje 42, so pripadniki partizanskih enot, večini komunisti, pa ne samo komunisti, pobili že okoli 1000 neoboroženih Slovencev. Med njimi je bilo morda nekaj italijanskih ovaduhov, velika večina pa popolnoma nedolžni ljudje, moški, ženske, otroci tudi, starejši ljudje, nič dolžni, nič krivi. Tvoja knjiga lepo dokazuje, prihajali so iz različnih slojev družbenih, torej po položaju od navadnih delavk, kmetov, posestnikov, do trgovcev, ljudi brez poklicev, starojugoslovanskih žandarjev. Prej si omenil Fanovša Emerja, ki nikakor ni bil edini, ki je želel organizirati boj proti okupatorju izven osvobodilne fronte. Torej, kako bi vse te žrtve strnil pod en plašč in ga dejansko prikazal v italijanskih očeh? Kako je pa italijanski okupator gledal na te poboje brata na brata, Slovencev med Slovenci? Italijanski okupator je bil pragmatičen.
nimam dokumenta, nismo ga najdli, ampak da se sklepati iz njihovih ravnanj, da jim je na začetku to medslovensko obračunavanje bilo kar všeč, kasneje pa niso bili več sposobni to obvladovati. Kaj so sami naredili? Partizanski teror zrasti izbruhne v začetku leta 1942, ko prevlada prepričanje v komunističnih krogih, da bo vojna kmalu konec, zaradi tega, ker se je nemški vojaški stroj takrat zaustavil pred Moskvo. Takrat začnejo s pobijanjem vplivnih ljudi, konkurence, pa tudi vaške revščine z vidika zastraševanja, kot neke vrste teroristična dejavnost, da zastrašiš, da postaviš ljudi v krč. Italijanski okupator na to odreagira z terorjem do tega istega civilnega prebivalstva. Tako da aprila 1942 začne streljati talce in tisti, ki so pogosto isti kraji, ki so prej trpeli zaradi partizanskega nasilja, potem zaradi okupatorjevega. Tukaj imamo nekaj fotografij, ene so znane, ene so pa čisto nove, sveže z tega stražarskega arhiva, ki dokazujejo ta masakr, to množično streljanje talcev italijanskega okupatorja, da popolnoma nedolžnih ljudi. Če gremo naprej, katoliška cerkev, kakšno vlogo je imela, čisto na kratko, bila je v veliki stiski, ker seveda oblasti in moči ni imela, je pa skrbela za humanitarno delo, predvsem za te begunce, ki so prihajali iz Gorenjske in Štajerske. Za 20.000 ljudi so takrat poskrbeli škof Rožman in tukaj kolega Podbersič raziskal tudi, da je ta isti škof Rožman bil del, angažiran človek, bil del mreže tudi za reševanje Judov in judovskih otrok, ki so prihajali iz Hrvaške. Tako je bijansko zelo zanimiva situacija, kaj je on takrat počel. Pozneje so ga seveda po vojni obsodili kot sodelavca okupatorja. No, takrat se upre italijanskemu okupatorju Lambert Ehrlich, upre z spomenico iz začetka aprila 1942, kjer ga pravzaprav zelo ostro napade. Če niste sposobni ustvariti, zaščititi ljudi in ustvariti tretji mir, dovolite, da se naši ljudje branijo sami. To je bil poziv k tej vaški straži. Seveda so ga komunisti potem maja 1942 ubili. V knjigi je to prikazano tudi čisto avtentično, ker je v stražarskem arhivu tudi medvojni dnevnik Cirila Žebota, kjer je natančno opisano, kaj se je takrat zgodilo in kako so ti ljudje to doživljali kot veliko tragedijo, ker Lambert Ehrlich je bil, kot pravi Ciril Žebot, človek edini voditelj naravnih dogodkov. Dejansko je bil močan in velik človek in zato je moral umreti. Tudi komunisti so imeli težave, ker so bili precej fanatični borci, veliko jih je padlo v teh prvih mesecih vojne, potem so pa na ta način, da so razdeljevali na Dolenjskem veleposestniško zemljo, recimo prej so ubili ali veleposestnika, v največ primerih pa recimo oskrbnika, kot tukaj Križnarja, vidite tukaj Križnarjevo vdovo z sirotami, ki so ostale potem, ko je Stane Semič Daki ubil njihovega očeta. In potem so razdeljevali to veleposestniško zemljo, grofovsko, baronsko zemljo, recimo Kletrev, še en tak znan primer, ortniške gospode so tudi na ta način. In seveda potem so ljudje lažje dali svoje sinove in hčere v partizane. Mislim, da je pa zdaj mi je prišlo na misel, ta najstarejši fant tukaj, ki je ob Matari, je imel potem prav blizu Brezna pod Krenom eno lovsko kočo, ali ima neko brunarico, ta gospod, in so šele kasneje izvedel, da je bil pravzaprav on. Mi smo bili več kot v Kočevskem Rogu in smo se starši prav tudi pri njem ustavili. Glejte, zakaj, tisto, kar je izven pameti, zakaj ljudi ubijati, zakaj ubijati rojake, če si že napovedal upor proti okupatorju? Ja, in zato seveda z namenom zastraševanja za potrebe prevzema oblasti. To je zdaj popolnoma jasno in dokazano. Vi ne boste najdli dokumentov, ki bi to neposredno dokazovali, ampak ker so bili tudi v partizanskih arhivih dokumenti, ki bi obremenjevali lik in delo partije in pomembnih voditeljev uničeni. Ampak recimo ta citat, ki pa je iz partizanskega arhiva in sicer iz sredine leta 1942, gre za citat Frica Novaka, enega bolj, kaj ne rečem, krvoločnih politkomisarjev in vplivnih v partizanih. Med drugim on je stric našega pesnika Borisa A. Novaka. Kasneje jim je presedal in so ga tudi sami ubili. Ampak on pravi, na zunaj se je govorilo o narodno-osvobodilnih parolah, ampak v interni komunikaciji pa pravi, ustvariti moramo blazen strah pred partizanom. Partizan mora postati živ hudič. Se pravi, s terorjem
ne, s tem presenetljivim terorjem pravzaprav doseči vse to. Jože, čas se bo preganjal, zato bova šla zdaj sva sredina leta 42. Ja, dajmo pojasniti, zakaj se potem začne odpor preprostih ljudi, velikokrat nešolanih, ne vojaško izobraženih, konec koncev tudi neusposobljenih, opremljenih za silo z starojugoslovanskim orožjem, da se uprejo okupatorju. Retorično vprašanje je, kdaj in zakaj? In kdo so tisti, ki se uprejo? Bomo šli do tega, samo na kratko, mogoče še dve stvari, da tudi v partizanski, da ne bomo črno-belo gledali, tega nikakor nočem in tudi knjiga ni na ta način napisana, rekli, aha, na tej strani partizanski so bili sami slabi, na tej drugi protipartizanski pa sami dobri, absolutno ne. Glejte, tukaj je primer, da v partizanih je vladal v nekaterih enotah grozljiv teror, ne. Recimo tukaj sta dve sodbi, pa bom samo eno izpostavil, dve sodbi partizank, 16-letnih, recimo Fani Anžur in Vida Mažgon sta imela 16 let, ta tretja 19 let, sta bili obsojeni sredi leta 42 zaradi zarote in ubiti. Ne. Ali pa tudi ta dva partizana, eden je kradel marmelado in tako naprej, so bili ubiti. Ne. Razmere so bile res težke. Zakaj je pa šlo do upora? Moramo omeniti tudi genocid nad Romi, ne. Kolega Podberstič, ker je dejansko takrat partizansko vodstvo, komunistično vodstvo pravzaprav iztirilo v tem nasilju. V nekem obdobju, očitno v začetku maja 42 je prišlo do odločitve, da se pomori celotno romsko populacijo, ki je prišla v partizanske roke. Prvi tak največji pomor je bil v bližini Iške, 17. maja 42 in dejansko je to prvi ali pa največji primer do takrat, ko ena oborožena skupina v drugo svetovno vojno pobije tako veliko število civilistov, kar 50, od teh jih je 25 otrok in od teh 50 jih je 25 žensk. In grozljivo je to tudi za našo zgodovino, ne, da to ni storila niti nemška okupacijska sila, niti italijanska, niti hrvaška, niti mađarska, ampak slovenski partizani, pravzaprav bom rekel komunistična gverila v tej svoji, ne rečem, krvoločnosti, ki jih je takrat prevzela. Ta pohod se seveda potem konča z pomorom Romov pri Mavrlenu, belokranjskih Romov, tam grejo številke 70, celo do 80 so ocene. Problem pa je, ker nihče, tukaj so tudi dokumenti, ki to dokazujejo, in to partizanski dokumenti, ne le da nihče ni za to odgovarjal, ampak so bili še nagrajeni. Trije od teh, ki so neposredno vpleteni v te pomore po poveljniški liniji, so še vedno za Zvezo borcev narodnih heroji. Ampak grem naprej, ki bi Renato že prej omenil. Knjiga ima fascinantne prijeme, tudi ne, strokovne in nove. Ena od teh so tudi grafi, ker namreč, ko zgodovinar dobi konkretne podatke, potem postane tudi zgodovina lahko zelo egzaktna, ne, tako bi rekel, matematično natančna. In ta graf je zelo pomemben, dokazuje vse tisto, kar smo do zdaj govorili, je ključno podatkovno orodje za razumevanje slovenskega razkola in tudi razpleta druge svetovne vojne na Slovenskem. Če boste lahko prišli do knjige, boste bolj podrobno pogledali, ampak bom čisto na kratko. Ni res, ko se govori, ja, je bila vojna, v vojni se dogaja. Ja, v vojni se dogaja, če nekdo to povzroča. Ob napadu na Jugoslavijo je padlo mogoče 150-200 nemških vojakov, 14 italijanskih vojakov, potem je pa nastopil relativen z vidika mir, ne, pač okupacijski mir, ki seveda vemo, da ni bil idealen. In vidite, tukaj imamo graf, ki dokazuje, kako so se žrtve potem med slovenskimi civilisti kopičile po začetku vojne in imamo povzročitelje. Italijanski okupator oziroma okupator, partizanska stran in pa protipartizanska stran. In kaj je tisto, kar je najbolj šokantno? Prve mesece vojne se ne dogaja nič z vidika žrtev. Potem pa začne žrtve slovenskim civilistom povzročati ne okupator, to so uradni podatki, ampak slovenska komunistična gverila, slovenski partizani. In to je tisto, kar zato pač seveda te knjige nočejo videti in ne marajo, ker prinaša pač to fascinantno resnico. Treba pa dodati v tem primeru tudi to, da ti podatki niso podatki, ki si jih je izmislil avtor Jože Možina, ampak so podatki, ki so nastali v okviru projekta Žrtve druge svetovne vojne, v okviru Inštituta za novejšo zgodovino, torej študija, ki je bila narejena z davkoplačevalskim denarjem
in kljub temu nikoli ni bila predstavljena. Kolikor vem, pa recimo do nekaj malega poznam zgodovinske knjige, je to prvič, da je nekdo te podatke predstavil javnosti in tudi interpretiral. Tako da to so uradni podatki. Tudi jaz sem imel težave pri pridobivanju, pa mi je kolega Študar, ki je tukaj nocoj danes z nami, pomagal, da smo potem so poskušali zabrisati nekako sled, da bi dobil celotno sliko, pa mi je res pomagal, da smo to sliko potem dobili, ustvarili in proti tej sliki nekako ni priziva. Ampak da tisti pomori, ki sem jih prej razlagal, ne, če se spomnite prejšnjega grafa, pride na vrhunec poleti 42, potem italijanska ofenziva prekine partizanski teror in ga nadomesti s svojimi. Ogromno Slovencev umre potem na Rabu in italijanskih taboriščih. Ampak prej sem obljubil, da bom pokazal kakšen originalen dokument, faksimile, recimo dopisovanja Edvarda Kardelija z Zdenke Kidrič, to je eden od takih primerov, v knjigi jih je več. Glejte, to je tako dopis, lepo natipkan, začne se Draga Marjeta, to je bila Zdenka Kidrič, in seveda Krištof, ne, to je Edvard Kardelj. In kaj to sredi leta 42 piše? Preden so bile vaške, preden je upor proti partizanom, ne? Pravi med drugim, likvidirajte pa v rundah, to je niz likvidacij druga za drugo, potem pa napravite malo trajnejšo pauzo in počakate najugodnejšega političnega momenta. To zadnje imejte vedno pred očmi. Mi nimamo primerov tako brutalne govorice, sploh pa zapisane, med drugo svetovno vojno, niti na okupatorjevi strani, kot je tukaj na komunistični strani, pravzaprav konkretno izraz vodilnega slovenskega komunista Edvarda Kardelja. In problem pa je, ker to niso bile samo besede, ampak res smo videli po grafu, da so sledila tudi dejanja, ali pa ta, je še hujša, še 14 dni prej, ko pravi junija 42, po mojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že napol državljanska in v kateri ujetniki ne obstajajo niti kot pojem, niti kot dejstvo, to je, ko se kolje vse, kar pride pod nož. Lejte, bolj brutalnih stvari, saj sam, pa verjetno tudi kolega Podbesič, v virih nismo našli. Problem pa je, ker ima ta gospod, bi rekli, ampak se je imel za tovariša, če ima Kidrič najvišji, ta ima največji spomenik v Ljubljani, ne, še vedno. Ne. In to na prizorišču, kjer se je vzpostavljala leta 91 slovenska država. Ampak, da se vrnem k temu, kar je Renato prej vprašal, to je, zakaj je prišlo do teh uporov. Komunisti so bili organizirani dobesedno od Kominterne navzdol. Medtem, ko je tukaj oblast seveda po okupaciji razpadla in ljudje so bili prepuščeni sami sebi, bolj kot na teh področjih, ki jih bomo tukaj omenili, im je bila, in to je žalostno dejstvo, im je bila večja grožnja kot okupator domača komunistična gerila. Zakaj? Ker je ubijala nekatere njihove člane njihovih skupnosti in ropala njihovo premoženje. En takih primerov se je zgodil aprila 42 na Vidovski planoti, to je nadaljevanje Bloške planote, tam je prišlo za eno pohod Dakijeve leteče patrulje, imajo namen ubiti 5 občinskih mož, doma dobijo 3, to je tak načrt zarisa, kjer se je to dogajalo, ubijajo tudi župana Tekavca, se upravičujem. Ampak gledajte, to niso bile slučajne stvari, bi rekli, ja, to je bilo neko maščevanje. Ne, dobil sem pa dokument v partizanskem arhivu, ki pravi, ne, da je zaradi posebnih zaslug naslednji dan tovariš Daki, da je bila njegova leteča patrulja preimenovana v proletarsko udarno patruljo in da se jim za zasluge, poleg Rdeče zvezde, ki so jo takrat že imeli, dovoljuje na kapah imeti tudi srp in kladivo. Za zasluge, za take zasluge, ki so jih počeli. Potem pa je bil odpor tak, da so se vaški fantje in mlajši možje odločili, da ne bodo dopustili več, da bi partizani imeli so naivno predstavo, da bi hodili v njihovo vas. Niso jih imeli namen napadati, ampak samo pustite nas v miru. Ampak seveda ta ideologija ni narejena tako, da kogarkoli pusti v miru. In vse razloženo v knjigi, kako je prišlo do tega upora proti partizanom in tega zapleta. Zelo znan primer je, najbolj znan primer, ampak ni pa prvi, kar je do sedaj veljalo, je Šentjošt. Tam so se dogajali umori po okolici, že prej omenjenih Mravljetovih, to je zelo pretreslo tudi Šentjoščane. Tukaj recimo tudi v partizanskih arhivih, to so drobni lističi na roko napisani, ampak tukaj je tovariš Peter, to je Peter Cafutagat, komandir te čete notranskega odreda, dolomitskega odreda.
Po dnevih opisuje, kaj je počel, v glavnem gre za likvidacije, kot so rekli umorom, in rekvizicije, kot so rekli ropanju. In tle tudi piše, o 1:30 po noči, tega in tega dne smo rekvirali in likvidirali pri Mlavletu, ubili smo gospodarja in sinove, pokradli smo tok koles in živino, vse to. Tako da, če hočeš poiskati dokaze o tem, kaj se je dogajalo, se jih najde. Ker niso uspeli, ker se je to dogajalo, so ustanovili vaško stražo, prosili Italijane, če se lahko branijo sami. Italijani so, zapletena zgodba, so to odobrili, tukaj začetek kolaboracije, lahko rečemo, ampak to ni bila kolaboracija za italijanske vojaške ideološke interese, ampak interese fašizma, ampak je bila kolaboracija, sodelovanje z okupatorjem za potrebe obrambe lastnega življenja in premoženja. To je bistvena razlika. Tle ne, da bi mi sodili, nismo bili takrat v tisti situaciji, dejstvo pa je, ki veje iz knjige in veje iz vseh pričevanj, ki sem jih poslal, pa prav o teh ljudeh veliko, da je bil v tisti dobi za njih večja grožnja slovenski partizan, kot pa recimo italijanski okupator. In to je dejstvo. Tle so pa sirote, ker se niso uspeli uničiti te vaške straže, potem so se maščevali okoliškim kmetijam in tukaj so te sirote. Pardon. Gre mogoče Renato še do konca. Veš kaj, predlagam, ker se obljublja svaj na uro nekje, da zaključiva zadevo. Ampak vseeno bi bilo fajn nazorno predstaviti številke, ki si jih govoril, oziroma dogodke ilustriraš številkami, namreč ki nazorno pokažejo tvoje besede. Dogajanje med drugo svetovno vojno. Torej padli, pobiti od ene, druge, tretje strani in konec koncev število padlih okupatorjev. Človek, če pogleda, koliko je padlo Italijanov, pa Nemcev, med drugo svetovno vojno na Slovenskem, se zgrozi. Pa ne, da bi jaz zdaj tukaj propagiral na odprti sceni nekako poboje Nemcev ali Italijanov. Nenazadnje so bili okupatorji. Tako imenovani narodno-osvobodilni boj ne bi bil usmerjen proti njim. In dejansko vidimo, da je šlo za spopad med Slovenci. Ja. Te številke, potem pa še zadnje vprašanje za konec. Prav. Tle bomo samo zdaj zelo na kratko šli skozi naslednje slajde, begunje pri Cerknici, tle se tudi ljudje uprejo potem, ko so prišli vam podatki, koga vse so ubili v Krimski jami. Vidite tudi celo vrsto žensk, starih 17 let, 21 let, hči kajžarja, delavka, trgovska pomočnica, vse to je končalo v Krimski jami, ko ubijajo še te fante, ki jih vidite tukaj na levi strani, se pa možje zaprosijo italijanskega okupatorja za orožje. Hud je primer tukaj v Velikih Laščah, tukaj vidite pričevalko, njena družina je bila pobita, ona je preživela ta pomor in je potem pričevala na kraju. Zakaj so jih pobili? Zato, ker je oče nasprotoval temu, da bi prekopali Vaško cesto, ker je vedel, da bodo potem Italijani se maščevali njim, kar se je dejansko dogajalo v drugi vasi. In zaradi pomora te družine pride tudi do upora v Velikih Laščah, zgodba je malo bolj zapletena, ampak tako se začne upor proti partizanom. In še zadnji tak primer, čisto na hitro, v Dobrepolju, tam so pa ženske prevzele pobudo in dejansko bile v taki stiski, te kmečke ženice, da so presile italijanskega okupatorja, ker so bile one takrat na osvobojenem ozemlju, so se izvile partizanski kontroli, prišle do italijanskega okupatorja in ga zaprosile za pomoč. Pravijo tudi tako, možje bi že davno napadli partizane, ko bi imeli orožje. Ta zgodba je zelo natančno popisana, ker je bil zraven tudi duhovnik, ki je vse te dialoge opisal. No, in potem taki kraji, če gremo zdaj k številkom na koncu, ki so si drznili upred partizanov, so plačali strahovito ceno. Recimo ene Dobrepolje, kar 520 ljudi pomori ta komunistična stran, večinoma po vojni. Vidimo pa tudi proti partizanski tabor, recimo tukaj ubije 41 partizanskih privržencev, italijanski okupator 87. Ampak razmerja so pač taka in to je pač treba tudi upoštevati. Res je pa teh 41 gre po večini za maščevanje. Leta 44 na račun tistega, kar se je zgodilo prej leta 42. No, lejte, to so ti zelo zanimivi grafi. Tukaj pa graf, ki kaže vse žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem, približno 100 000 jih je. Mi smo se še učili v šoli, da jih je kaj 69 000 približno, ampak zdaj se je jasno, nekatere so poskušali skriti, zdaj ko je štetja konec, so ti to še najbolj zanesljivi podatki, ki jih imamo. Največ smrtnih žrtev povzroči nemški okupator, potem je partizanski tabor,
narodosodni boj in potem je neznanje povzročitelj, zavezniki, vidite, potem je vsega skupaj manj. Ampak ta tretji stolpec, neznanje povzročitelj, v knjigi dokazujem, utemeljujem, v veliki meri sodi na vrhu drugega stolpca, namreč, kjer je povzročitelj neznan, je pogosto povzročitelj partizansko gibanje, kar pomeni, kar daje podobo, še bolj grozljivo podobo razpletu druge svetovne vojne na Slovenskem. Ampak gledajte to primerjavo, kar je prej Renato spraševal, in tem se tudi ne govori in se to skriva. Glejte, koliko odstotkov prebivalstva so izgubile posamezne dežele. Tu je seveda en izbor, lahko bi dal tudi druge, ampak tudi te so zanimive. Norveška se 2 meseca upira nemški okupaciji, potem imajo tudi oni uporniško gibanje, izgubi 0,12% prebivalstva. Francija, ki bije seveda veliko vojno proti Nemčiji, izgubi, potem gre prek Francije celotna fronta po 6. juniju 1944, izgubi manj kot odstotek prebivalstva. Slovenija, kar 6,7%. Nobena bistvena bitka za razplet druge svetovne vojne se tukaj ne zgodi. Vojna ne traja 6 let, ampak 4 leta. Zakaj 6,7%? Ta osrednji del, kamor ste spadali tudi vi, Ljubljanska pokrajina, celo 9,68. A se vi spomnite, ko sem rekel na začetku, da je begunska vlada v Londonu dala navodilo, organizirajte se, vendar ne začnite z oboroženim odporom, ker je škoda slovenskih življenj. Dejansko jih je potem prehitela komunistična gverila zaradi napada na Sovjetsko zvezo, ki slovenskih življenj ni bilo škoda. Da je jasno, ni seveda komunistična gverila kriva za vse te žrtve, daleč od tega. Osnovno, začetno zlo, primarno zlo je okupacija, vendar tudi način upora proti okupatorju v prepletu z revolucijo je terjala, in seveda potem proti revolucijo, terja tako strahotno številko med Slovenci. In če gledamo pa recimo, to je samo ena primerjava, ki je malo bolj zapletena in v knjigi lahko preberete bolj natančno, ampak prej je Renato omenil. Na desni, to je v določenem obdobju, od začetka vojne do oktobra 1943, samo za primerjavo. Na desni strani je število ubitih Slovencev, na levi je število padlih okupatorovih vojakov. Povedal si vse in še več. Zdaj vsega ne moreš povedati, ker pol ljudje ne bojo vzeli knjige v roke. Cajt je še, knjiga je še na razpolago, ampak preko bom šel iz tega mesta in me bo nadomestil gospod Lojze Peterle, pa vendar je dal ti eno izhodišče, je prav, da ga odprem, pa ga bosta vidva zaprla. Zakaj je v prvi polovici leta 2024 globoko v 21. stoletju pomembno govoriti o teh zadevah? To ne bo retorično vprašanje, pa tudi razmislek za pogovor, ki bo potekal naprej. Zaenkrat hvala lepa. Ja, hvala lepa. Zakaj je to pomembno? Zato, ker so te stvari še žive. Mi smo imeli povojni režim, ki je na razdoru pravzaprav gradil celotno svojo politiko in več kot polovici slovenskega naroda ni dovolil dihati, ni dovolil, da se enakovredno prezentira. Ta zgodba tega razkola se prekine tukaj, kot bom zdaj pokazal, ob nastajanju slovenske države, ko pač bivša država ekonomsko, moralno, politično propade in se odpre okno, seveda na račun po zaslugi pogumnih posameznikov, enega od teh imamo tudi nocoj tukaj, gospoda Peterleta, seveda proces proti četverici, prve demokratične volitve, doktor Jože Pučnik, vsa ta zgodba, tukaj vidimo Peterletovo vlado, takrat se Slovenija znova poveže, takrat seveda, ko ima demokratična opozicija prevzeme pobude, slovenski plebiscit je vrhunec tega množičnega prizadevanja za samostojno Slovenijo, ampak gledajte, v te kali tega razdora so ostale v narodu in so ostale nebranjene. In tukaj vemo, da tudi tisti, ki so zelo povzročali, zelo, zelo trpijo, mogoče včasih celo bolj kot tisti, ki so bili žrtve. Tukaj imam en primer enega partizana Cizla, o katerem bi se dalo veliko povedati, pa zdaj mislim, da ni več priložnost za to. Namreč gospod je bil v hudi jami, kot se je izkazalo, 99 let star partizan, bil je pri pomorih tle na Dobcu, oziroma tle pri hrvaški meji. In on, ko je pričeval, je zelo, zelo s težavo pričeval, večkrat smo se spustili v to zgodbo, zmeraj je malo več povedal, ampak vtisnilo se mi je v spomin to, pravi, jok in kriki žrtev so me zaznamovali zavedno, strašno, strašno, seveda.
kako tudi ne. In tudi umreti je težko s takim bremenom. In edini način, kako se spopasti z to travmo, ki se nam vedno znova vrača, je zato, da se soočimo z resnico. Samo za konec, Renato, preden pride gospod Peterle, ko sem snoval to knjigo, so mi prišle v roke prva knjiga v Združenih državah je išla, soproga se je s tem področjem ukvarjala, ki govori o epigenetiki. Namreč, da se najhujše izkušnje, ki jih človek doživlja, in vojna je torišče teh najhujših izkušenj, ne prenesejo na naslednike le preko nekih vedenskih vzorcev, ampak da se vtisnejo v genski zapis. In to je tisto ključno, kar pomeni, da lahko vnuki, celo prav vnuki, ali pa tudi še kasneje, čutijo sled neke travme svojih prednikov in nimajo pojma, odkje je izvor te tesnobe, tega mračnega občutja v nečem. In ko je prišla ta knjiga meni v roke, mene je vedno zmrazilo, ker sem se ob številnih izkušnjah, ki jih imam s slovenskim narodom, tudi na nek način preko pričevalcev, se je pred mano pravzaprav odprlo vedenje, gledajte, tukaj je ključ za razumevanje tega strahovite napetosti, ki je še vedno v našem narodu, in edini način je, da se s tem soočimo, da resnico spoznamo. Seveda tudi z branjem take knjige, problem ne bo rešen, ampak to je edini način, da ga lahko razgradimo. In drugi je pa seveda spravni, kar je mislim dober uvod v to, kar tudi gospod Peterle zagovarja, da ljudem, ne samo da rečemo, se je bila sprava v Kočevskem Rogu, ste se si dala predsednik Kučan in Načkov Šuštar roke. Dobro, takrat so nekateri držali tudi roke v žepu, ne? In verjetno je bilo v žepu tudi figa. Sprava pomeni, kot je v primeru tukaj družine Hudnik, ki je izpostavljena, pomeni, da se zločin prizna, da se ga obžaluje, tukaj je predsednik Pahor naredil veliko gestov, da se je družini Hudnik opravičil, in potem je tudi seveda gospod Hudnik v delu objavil smrtnico, kjer je rekel, da oprošča vsem za storjeno gorje, poiskal je sina glavnega storilca, mu dal roko in na ta način se spravni krog lahko zaključi, seveda tudi z krščanskim pokopom. To je bilo to. Povedala sva vse in še več, marsikaj tudi nisva. Mogoče se nisva zaustavila pri tem, zakaj je knjiga tako uspešna, zakaj jo berejo praktično ljudje iz vseh slovenskih pokrajin, tudi iz zamejstva, tudi iz izseljenstva, zakaj je vedno znova aktualna, zakaj se zgodbe, ki jih ti pripoveduješ na primeru ljubljanske pokrajine, so aktualne tudi na Štajerskem, tudi na Gorenjskem, tudi, če hočeš, na Primorskem, z neko časovno distanco, da se zgodba revolucije manifestira v vseh slovenskih pokrajinah, ampak bodi to za danes dovolj. To je bil Jože Možina. Hvala lepa in gremo v drugi del. Hvala. Gospod Peterle, evo, spraznili smo vam stol. Se je že dr. Podversič dal pravzaprav istočnico za nadaljevanje. Najprej dober večer, gospod Peterle. Če vzamete mikrofon, da se vas bo slišal, ker drugače bodo ljudje okrog govorili, da ste nekaj povedal, kar sploh ni res, ker ne bodo slišali. Zdaj, istočnica je bila, pa pejmo z njo naprej, pa bomo potem prišli pravzaprav še do enih zelo pomembnih zadev, ki se ta trenutek dogajajo. Gospod Možina je nekako končal spravo, rekel, da ste vi tudi njen zagovornik, do katere pa ni prišlo. Ali pač, gospod Peterle? Dober večer še enkrat. Predno odgovorim na to vprašanje, bi rad povedal eno mojo posebno izkušnjo, ki kar naprej traja. Od Primorske do Prekmurja, od Koroške do Kočevske, Bele krajine, Istre, kamorkoli sem prišel na političen sestanek v času od leta 1989 do danes, ni bilo še sestanka, srečanja, večera, na katerem ne bi govorili o tem, o čemer teče danes beseda. To je dokaz, kako je s to temo, kako je s tem vprašanjem. Ta zgodba nas je zaznamovala politično, kulturno, epigenetsko. S to zgodbo moramo živeti, moramo najti pot iz nje in najboljša pot iz tega je
sprejeti resnico. Seveda sprejmemo jo lahko, ko jo najdemo, ko jo raziščemo. In jaz sem izredno hvaležen doktorju Jožetu Možini, da se je tega garaškega, ampak odrešilnega posla lotil. Jaz mislim, da bo še veliko ponatisov, ker ljudi resnica zanima. In resnica ima to lastnost, da sili na dan. In slej, ko prej pride na dan in proti dejstvom nima smisla argumentirati. Ne? Mi še vedno živimo v mitu o osvoboditeljih in izdajalcih. To se kaže sedaj tudi v odnosu do Muzeja slovenske osamosvojitve, o tem mogoče kasneje še kakšna beseda. Ampak zdaj glede sprave. Jaz sem srečal ljudi, ki so se nekoč gledali preko puškinih cevi, pa so bili sposobni sprave. To, o čemer je gospod Možina govoril, je en primer. Jaz sam poznam tudi druge primere in na osebni ravni se je veliko zadev zgodilo. Ni pa se zgodilo tisto, kar bi morali mi opraviti kot nacija. Mi še vedno, oziroma številni v tej deželi in državi, še vedno ne vedo, kje so končali njihovi svojci. Tudi ne bodo zvedeli, kdo so bili njihovi morilci. Ampak pričevanja, pa ta knjiga in tako naprej, razkrivajo resnico o tem mitu in čim bolj sili to na dan, tem bolj pravzaprav se osvobajamo. Zato želim tej knjigi še veliko ponatisov, pa želel bi si tudi kakšen povzetek te knjige, tudi v kakšnem tujem jeziku, ker ljudje, to vam spet mingade povem, ki prihajajo k nam, diplomati, to bom povedal, eden od veleposlanikov se je pred par leti obrnil name, rekel: gospod Peterle, ko sem prišel k vam, sem srečal prijazne ljudi, sem srečal kulturne ljudi, sem spoznal eno najlepših dežel na tem svetu. Je rekel, potem sem pa počasi ugotovil, da je nekaj narobe, da je tle ena napetost, da je tle ena zadrega. Je rekel, ki si jaz ne znam razložiti. Je rekel, a mi vi lahko razložite, zakaj ste Slovenci tako napeti, zakaj imate take težave drug z drugim. Jaz mislim, da sem mu uspel razložiti. Ampak čez en teden bomo imeli na povabilo nemške veleposlanice v Vidmarjevi vili, v kateri se 27. kot smo slišali, aprila ni nič zgodilo, en dan prej pa naj bi se zgodila protiimperialistična fronta. Torej bomo imeli pogovor ravno o tej temi. Trije bomo debatirali pred diplomati v angleščini, ali je sprava v Sloveniji možna. Torej, drugi nas vidijo, v kakšni zadregi napetosti živimo, in jaz bom skušal pač svoj delež k temu dodati, da bodo razumeli, zakaj je pri nas tako. Rad bi omenil v tej povezavi tudi izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je doživela marsikater kritičen odmev z ene in z druge strani, ni pa bilo kritičnega odmeva na dve izhodišči, ki jih je ta komisija zapisala v tej izjavi, in to je, naj se zadeve lotevamo z resnicoljubnostjo in z etično občutljivostjo. Resnica in etika. Torej, če bo to dvoje vodilo pri nadaljnjem raziskovanju in pri nadaljnih poskusih, da premagamo to breku nesrečno zadevo, potem bomo kaj napredovali. Ne? In naj tudi sam omenim, da lejte, v jedru našega glavnega mesta imamo 3 simbolne kraje,
ki so zaznamovani s preteklostjo, dva izrazito z revolucionarnimi simboli, čeprav se eden imenuje Trg Republike, eden pa Trg Sveta Evrope, ki ga pazi revolucionar Kidrič. Trg Republike je posvečen Kardelju. Potem imamo pa nek zid, neko belo gmoto, na kateri nič ne piše. Tam spodaj, kdor ve, je na čist na tleh je Župančičev vers. Ena je domovina nam sem dodeljena, mislim, da sem prav povedal. Ampak tam nič ne piše. Če prideš tam mimo, ne veš, čemu ta marmor, čemu ta barva. Tam nič ne piše, ker se niso mogli v slovenskem parlamentu zmeniti, kaj bi lahko pisalo. Predvsem pa tam ne sme pisati, da gre tudi za žrtve revolucije. Pač pa piše že v zakonu, da je ta spomenik posvečen žrtvam vseh vojn. Mislimo, da smo edini na svetu, ki imamo tak spomenik. Za vse vojne smo občutljivi, nismo pa občutljivi za glavni del žrtev dogajanja. Glejte, jaz, čeprav tega nisem bil vprašan, ampak mi je zdajle, rekel, prišla tudi tale vsebina. Jaz gledam na ta čas, ki ga je mojstrsko in resnicoljubno predstavil dr. Možina. Ga primerjam s časom, ki smo ga doživeli pred 30 leti. In vidim veliko in jaz bi rekel tudi odrešujočo razliko. Druga svetovna vojna, v kateri tako imenovanega enobeja, jaz ga uporabljam v narekovajih, tega časa, tega ne moramo ločiti od revolucije. In že tukaj je ena velika razlika. Komunisti so šli v akcijo, da bi dobili oblast. Mi pa, ki smo šli s projektom Majniške deklaracije v osamosvojiteljni projekt leta 90 oziroma že prej, smo se pripravljali, pa smo oblast dobili na demokratičen način, na demokratičnih volitvah in na teh volitvah smo zmagali z državotvorno idejo, za razliko od starih političnih sil, ki so šle na volitve z idejo Slovenije v Jugoslaviji. Torej, to je že velika razlika. Mi smo šli z demokratičnim mandatom, šli smo s projektom za vse Slovence, nismo bili ekskluzivisti, če tudi smo delali, smo se reševali ene države, ki je propadala in mimogrede povem, da Jugoslavije niso uničili demokrati. Se spomnite tistih pogovorov takrat v predsedstvu, karavane, ki je hodila od Titograda do Brda in tako naprej. Komunisti se niso mogli zmeniti, kako z Jugoslavijo naprej. To je resnica v Jugoslaviji, ki je bila mrtva, predno je umrl Tito, če jo resno analiziramo. In Milošević je odkril, verjetno je vedel, da zlom komunizma prihaja in je odkril nacionalno idejo in je iz komunista postal prvi nacionalist Srbije. Pa še kdo drug se je te ideje poslužil. Toliko, da bo bolj jasno, zakaj je takrat šlo. In torej, nam oblast ni bila cilj, ker smo jo dobili na demokratičnih volitvah. Nam je bila oblast sredstvo za najvišji cilj slovenskega naroda in to je samostojna državnost. In tukaj bi rad povedal drugo razliko. Mi smo, še to bi rekel, če ne bi bilo teh volitev 8. aprila, na katerem je zmagala državotvorna smer, ne bi bilo nobenega plebiscita 23. decembra. In ta december je prinesel pa naslednjo veliko razliko. Smo rekli prej, druga vojna z revolucijo nas je razdelila.
volja po osamosvojitvi pa nas je povezala. Že pred plebiscitom, na plebiscit smo šli pa tako, da smo 6. decembra 90. Podpisali sporozum predsedniki vseh demokratičnih strank in poslanskih skupin v takratnem parlamentu, smo podpisali sporozum, kako gremo na plebiscit. Sprejeli smo pa tudi zakon o plebiscitu. Jaz sem prepričan, da je to vrstna enotnost prispevala k tako močnemu rezultatu za samostojno Slovenijo. Bi pa rad povedal, za razliko od Wikipedije, če pogledate Wikipedijo, boste tam videli, da pravijo, da smo vsi pozvali k glasovanju za samostojno Slovenijo. To seveda ni res, ne? Ampak bistveno je to, da smo se zmenili, kako na plebiscit gremo. Jaz vem, kako so ta pogajanja tekla, kako težka so bila, kako nerazumljive ali nerazumne so bile kakšne zahteve glede procentov udeležbe in procentov za in tako naprej. No in, glejte, bom še eno razliko povedal. Mi smo šli s plebiscitom ljudstvo vprašati, ali ste za samostojno Slovenijo. In veste, koliko jih je bilo za. In svet je moral to sprejeti. Med drugo svetovno vojno, niti po njej, ni bilo plebiscita o tem, ali gremo v Jugoslavijo, pa tudi ni bilo plebiscita o tem, ali se gremo v revolucijo ali ne. Nič nismo bili vprašani, pred dejstvo smo bili postavljeni. To je taka razlika, ki ne more, bi rekel, uravnotežiti te tehtnice. In z osamosvojitvijo smo mi dobili tak element slovenskega skupaj, jaz temu rečem, na katerega bi bili lahko ponosni vsi, ki so pri tem sodelovali. In zdajle snemamo mi neke intervjuje takratnih akterjev, ki bodo tudi po levi strani povedali, rekel, se zavedajo, da so pri tej zadevi sodelovali. In torej, ena zgodba nas je razdelila, ena nas je povezala, poenotila, združila in v kritičnih trenutkih smo bili skupaj. In to, kar jaz danes gledam, pa to zmerjanje s fašisti, izdajalci in tako naprej, da nas terajo v govorico iz leta 42, če hočete, ne? Jaz sem sam doživel predlanskem, so me trikrat mlade trojke, rekel, so kričali name fašist, ne? Jaz sem relativno miren dolenc, bi rekel, in si go, fantje, gremo na 2 deci ali pa na en kofe, pa se kaj pomenimo, vse, ker s fašisti se ne pogovarjamo, ne? Torej, to je zdaj postala zmerljivka. Ljudje, ki živega fašista niso videli, moj oče ga je videl, ki je bil na Rabu, pa v Reničiju in je pol peš prišel z Italije nazaj leta 43, ne? Torej, ti ljudje pa govorijo na pamet. Niso videli Tita, niso se rodili v Jugoslaviji, nosijo Titove majice in hvalijo, kako lepo je bilo v Jugoslaviji. Ker se mi živimo v času, za katerega res nisem mislil, da ga bomo doživeli. Doživeli smo tudi to, da ena demokratično izvoljena vlada po 30 letih ustanovi Muzej slovenske osamosvojitve, drugega pa po slabih 2 letih, ravno marca pred 2 leti bil ustanovljen, drugega pa ukine. Mi smo svetovni unikum, tazga primera nimate na svetu, pa tudi v Evropi nimate primera, da bi Trg Republike krasil spomenik revoluciji. Vidite, to so zadeve, ki kažejo, kako je z nami, ki kažejo na to, kar sem jaz ob 20-letnici že rekel, da smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. In rekel, treba bo še marsikaj narediti, da se bomo rešili teh določilnic preteklosti, tega poenostavljanja, ne? In meni se zdi nekaj groznega, da danes v novi generaciji delujejo etikete, oznake, ideološke kvalifikacije izpred 80 let. Nas vračajo nazaj v koncept sovražnika, namesto v koncept sodelavca, prijatelja, partnerja. In leta 90 smo dokazali, tudi s tem, da smo povabili opozicijo
k skupnemu projektu, torej da hočemo delati drugače. Ne? In zdaj bom počasi zaključil ta prvi del. Glejte, v Bruslju, kjer sem jaz preživel skoraj 15 let, je najbolj normalno, da v bližnji gostilni ali restavraciji v Evropskem parlamentu vidiš levega in desnega, da se pogovarjata oziroma večerjata. Ker nimajo eni ne drugi večine, se morajo zmeniti, morajo najti kompromis. Tam je uspeh, če se dva nekaj zmenta. Pri nas je pa uspeh, če eden drugega podre, prepreči, mu razdre, kar je naredil, ne? In ta zgodba gre v tej smeri naprej. Ne? In zato mislim, da je potrebno razmišljati o tem slovenskem skupaj. Mi se moramo za ene stvari zmeniti, ker če se ne bomo zmenili, bo hudo. Ne? Lejte, v Zagrebu je priletelo brezpilotno letalo od nekje. Ne? Je rekel premijer Plenković, je rekel, da bi bilo fajn, če bi ga kdo informiral, da leti to proti Zagrebu. Ne? In je padlo dol sredi Zagreba. Lahko bi padlo v Ljubljano ali pa v München ali pa v Bruselj. Ne? Skratka, lejte, mi nismo daleč od vojne stran, pa sami smo jo tudi doživeli, vemo, kako zgleda. Ne? In tle bi eni pri nas zgubljali energijo s tem, da diskvalificirajo druge in ti, če se nisi rodil na pravi strani, si a priori diskvalificiran, bi temu rekel. Jaz sem mislil, da tazga časa ne bom več doživel. Ne? Lejte, jaz mislim, da je treba vztrajati na tej poti resnice in etike, razkrivati zadeve, pomagati ljudem razumeti in iskati tisto, kar nas povezuje. In danes sem srečal enega podjetnika, ki je rekel, mi zgubljamo konkurenčno sposobnost, mi zgubljamo prednost, ki smo si jo pridelali v prvih letih osamosvojitve, ker zgubljamo energije za boj med seboj. Baltiške države nas prehitevajo, Srednja Evropa nas prehitevajo. Ne? Ko drugi delajo skupaj, se gremo mi tisto zgodbo naj sosedu koza crkne. Torej, jaz bi rad doživel vendar še drugačen čas in boljšega navdiha za to, kar bi se moralo v smislu skupnih imenovalcev v Sloveniji zgoditi, kot je osamosvojitev, ne vidim. In še enkrat bom rekel, osamosvojitev nas je povezala, nas je združila, nas je poenotila, nam je omogočila skupno praznovanje. Lejte, prej smo imeli praznike, na katerih smo zmeraj praznovali proti nekomu. Osamosvojitev, za njo imamo 3 državne praznike, pa je prinesla tisto, česar bi bili lahko vsi skupaj veseli. Če je bilo 90% ljudi za to, potem je to tudi nekaj. Če so padli ljudje za to, je to še nekaj močnejšega. Ne? In tega ne doživljati kot vrednoto, ki nam pomaga naprej, je seveda povsem v nasprotju z duhom, s katerim smo v to podjetje nekoč šli. Hvala. Hvala lepa. Gospod Peterle. Doktor Božina, boste kaj dodal na to temo? Ali... Ja, seveda se da nekaj o tem povedati, mogoče tudi praktičnih stvari. Tisto, kar nas preseneča, šokira, vse ljudi dobre volje, ne? Nismo idealni, imamo vsak svoje napake, ampak tisto, kar nas šokira, je to, kako vendar ne nočejo, da gradimo na tem, kar je skupaj, kar gospod Peterle imenuje skupaj, nekdo drug pravi, da je to vrednostno središče nacije, saj je ni države na svetu, ki bi prišla, ali pa naroda na svetu, ki bi te svoje države prišel na tako demokratičen način, kot je Slovenija, po plebiscitu s tako udeležbo in s tako odločitvijo in po seveda relativno kratki vojni, ki je pa seveda velika ravno zato, ker je bila kratka in je uspešna in ki je terjala relativno malo žrtev, čeprav je vsaka žrtev preveč. Ni države. In mi, pazite, tukaj moramo identificirati problem, ne? Mi imamo tukaj dejansko to levo politično opcijo, ki pa, ko je v neki stiski in ko poskuša preko vrste, preko demokratičnih norm prevladati, začne obujati pravzaprav prvine totalitarnega režima in slovenskega razkola. In zato
Zato mi se ne bi radi pogovarjali o tej zgodovini, ampak mi moramo vedno znova to privleči na dan in to raziskati in dokazovati, zato da se bo ljudje zavedali, kaj smo narobe naredili za Božjo voljo in tudi, kaj smo naredili prav. Tukaj je gospod Peterle živa priča te generacije, ki je uspela takrat združiti Slovenijo in vzpostaviti slovensko državo. In namesto, da bi se združevali okrog tega, kamor so bili takrat povabljeni tudi opozicija, se ukvarjamo s tem, bom tukaj na kratko povedal, ne. Pokop Janeza Zemljariča z vojaškimi častmi, človeka, ki bo proti samostojni Sloveniji, proti slovenski vojski, čaščenje komunističnih simbolov, zbiranje nasprotnikov drugače mislečih z fašisti, pa tudi take velike stvari, kot je nasprotovanje pokopu Romov v Ljubljani, kar si privošči župan Janković, nasprotovanje pokopu umrlih, ubitih v Macesnovi Gorici, ki jih je preko 3000. To so nore zadeve, nekdo v tem našem stoletju, ne, leta 2023, še vedno nasprotuje tem elementarnim civilizacijskim prvinom in to je tisto, kar nas šokira. In tudi v praksi, ne, govorijo o prihodnosti in pozabimo preteklost, potem jih pa vidimo, ne, da častijo totalitarne simbole in se poklanjajo komunističnim voditeljem, ki so soodgovorni in so storilci grozljive revolucije, ki je terjala toliko slovenskih življenj. A vas lahko sem, doktor Možina, to tudi gen, o katerem ste prej govoril. Gen, jaz ne vem, če gre za gen, ampak... Ali je še prezgodaj za gen? Mislim, da imamo vso pravico, da opozarjamo na to zmoto. Tukaj se ponuja nekaj, kar nas združuje in kar je evidentno in jasno in kar je prav in kar omogoča, da Slovenci dihamo, če parafraziram papeža Janeza Pavla II., ki je govoril v tem primeru za Evropo, ampak da tudi Slovenci zadihamo z obema kriloma pljuč, levim in desnim. A ni to prav? Več bomo imeli vsi od tega, lažje bomo živeli. Ne. Namesto tega tudi taki ljudje, kot je nekdanji predsednik, govori, tukaj imam tak citat, ne, da je to, govori o novih oblikah fašizma in tudi premier Golob govori o oblikah fašizma in o prejšnji oblasti kot fašistični oblasti in tu on, ki bi v bistvu moral malo pogledati v svojo družinsko zgodovino, ker bi najverjetneje najdel kakšnega fašista, ker smo na Primorskem precej blizu naše vasi, tako da je to, kar dobro vemo. To je tisto, kar nas frapira in šokira in ni čudno, da se gospod Peterle tudi temu čudi. Zakaj ne tisto, kar nas združuje in kar je skupno, zakaj potem iskati nekaj, kar nas ločuje? To nas uničuje. A ni to podoben vzorc, kakor se je začel pojavljati? Seveda, zato je pa tudi, mislim, da prav kolega Študar, ko je prebral prvo nek rokopis te knjige na začetku, je rekel, Jože, to je res knjiga o zgodovini, ampak veš, to je pravzaprav knjiga, ki govori o današnjem času in predvsem o tem, česa nas smemo ponavljati. Zato je ta knjiga tako zanimiva in privlačna. Jaz bi rad še nekaj tukaj dodal. Glejte, jaz sem imel kar nekaj pogovorov z bivšimi komunisti, ki so imeli nekoč kakšne vloge, eni so bili celo potem izvoljeni, ali smo jih srečali tako ali drugače. In s tistimi ljudmi se je dalo o marsičem pogovarjati, ker so poznali situacijo, so bili udeleženi, so tudi vedeli, kaj je bilo narobe in imel kdo tudi kakšnega moralnega mačka. In pokazali se je pri pričevalcih, kako je s temi zadevami. Tudi njim je sila resnica na dan, če tako rečem. Ampak kaj je problem zdaj? Da s temi, s to mlado generacijo, se o teh zadevah tako ne da pogovarjati. Oni so vzeli samo mit in njih pogovor, ki si ga mi želimo ali mislimo, da je potreben, jih ne zanima. Oni druge in drugačne odpišejo. In to mene skrbi. Jaz sem mislil, da smo se revolucionarne paradigme ali racionalnega pristopa z osamosvojitvijo rešili. Ampak zgleda, da ni tako in mi imamo res zdajle, rekel, v bistvu se dogaja borba med osamosvojitveno in revolucionarno paradigmo. Namreč, jaz razmišljam, zakaj nas potiskajo spet v svet revolucije, ki pozna naše, pa tiste, ki niso za zraven. Ker jim ta model deluje, ker je tako enostaven, ker če ti pokažeš na sovražnika, ga črno namalaš,
potem si, kako bi rekel, takrat kot legitimiran, da narod rešiš te groze in postaneš odrešitelj. Tudi to, kar se v Ukrajini dogaja. Lejte, Napoleon je šel na Rusijo, Hitler je šel v Rusijo, nikoli ni nihče govoril, da je šla Evropa na Rusijo, kaj šele Amerika in tako naprej. Zdaj smo pa tudi mi, ljubi Slovenci, del kolektivnega sovražnika. Putin je homogeniziral rusko javno mnenje s tezo, da je ves Zahod proti Rusiji, da jo napada, da izkorišča Ukrajino in tako naprej. Mi smo zdaj kar naenkrat smo del kolektivnega sovražnega tabora proti Rusiji. In ko imaš take teze na delu in taka prepričanja, je seveda druga situacija, kakor je bila prej. In danes sem že nekje tole razlagal enim nemškim študentom. Lejte, jaz sem takrat med vojno za Slovenijo obiskal ranjence, vojake Jugoslovanske ljudske armade v kliničnem centru in sem jih vprašal, kaj so vam pa rekli komandiri, predno ste šli v tanke. So rekli, sovražnik je napadel Jugoslavijo z severa in zahoda. Gremo braniti domovino. To so rekli vojakom. Vojaki niso takrat, vsaj na začetku, ne vedeli, zakaj gre. Torej, jaz temu rečem ideja ali koncept sovražnika. In mene to moti kulturno, politično, moralno, civilizacijsko, da nas zaposlujejo s tem konceptom. To je protievropsko. Lejte, mi smo se priključili Evropski zvezi. Smo podpisali eno pogodbo, v kateri tudi piše, da je spoštovanje dostojanstva človeka oziroma drugega in drugačnega osnovno izhodišče, da je to, iz česar živimo. In če ti spoštuješ drugega, se z njim pogovarjaš, debatiraš, sklepaš kompromise. To je preko evropska pot. Pri nas gre pa v polarizacijo. Ne samo pri nas. Polarizirana je tudi Evropa, je tudi Amerika, pogledajte, kaj je v Franciji in tako naprej. Ampak mi moramo najti svojo pot, kako živeti v različnosti in lahko bi živeli zelo drugače, zlasti zaradi tega, kar nam je prinesla osamosvojitev. Hvala lepa, jaz glede na to, da ura kar teče, predlagam, da če imate kakšno vprašanje, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, za doktorja Možino, za gospoda Peterleta, postavite. Čeprav se jaz vem, kaj se bo zgodilo, pol, ko bo vsega konc, ko bomo šli v preddverjih, boste cukali za rekelc, pa kaj poprašali, pa tako. Strah ima velike oči, še vedno na Kočevskem, to vemo. Dobro, če ni vprašanj, ja, pa vprašajte, dvignite roko, prinesimo mikrofon. Ja, hvala lepa za to pobudo. Gospod obiskovalec je pravi, da je neke vrste dolžnost prevesti to knjigo v svetovne jezike in da gre resnica v svet. Gotovo, ampak jaz sem premajhen format, da bi kaj takega lahko uspel sam. So pa bile nekatere pobude, ampak mogoče jih moramo malo okrepiti, ker bi bilo res dobro, da se to prevede. Bomo pisali vljudno pismo gospe ministrici za kulturo. Prav, kar pišite. Še kakšno vprašanje? Ja. Ja, malo, da se bolj slišimo. Srečo Promberta, ene vasi zraven Kočevja. Kot imate vi v Ljubljani, oziroma imamo Slovenci v Ljubljani spomenike revoluciji, imamo mi tukaj le zraven 50 metrov stran tudi en spomenik, ki je pa zelo blizu tem grobovom oziroma jamam, kjer so tole počeli. In te spomeniki kar bolijo, ki jih človek gleda.
Je pa nekaj, kar mi je enkrat dalo eno tako energijo, tiho, ko sem slišal gospoda Gavroniča pred enimi par leti govoriti na Univoxu o odstranitvi tega ali pa želji po umaknitvi tega spomenika nekam na obrobje. In sem rekel, pa tli še tudi tle v Kočevju nekaj, da bo to mesto od vseh kočevarjev, ne pa samo od enih. Sem toliko. Hvala. Ja, gospod je omenil, ne, z temi spomeniki. V enem smislu tako, ne, to je kulturna krajina, ne, in za te spomenike, kot je bilo prej omenjeno, tudi za povojni režim in za povojno državo nihče ni nič nikogar vprašal, to je bilo vsiljeno, ne. In tako ti spomeniki so bili definitivno postavljeni na nedemokratičen način, v nedemokratični dobi in pričajo pač o sledovih te nedemokratične dobe. Ne, absolutno ne, da bi si jih uničilo, ampak si zaslužijo bolj ali manj mesto, razen tisti, ki so posvečeni recimo žrtvam, tukaj je malo drugače, tisti, ki častijo revolucijo, si zaslužijo mesto v nekem muzeju revolucionarnega nasilja, ki ga bo Slovenija prej ali slej imela, zrele vzhodnoevropske države to že imajo. Ne uničiti, ampak postaviti v park kot spomenik neke dobe. Ampak to ni več doba, ki jo mi živimo in to niso pomniki, ki bi združevali. In v bistvu tukaj se mora vzpostaviti prostor za spomenike, ki so povezani s slovensko osamosvojitvijo, spravi to najsvetlejšo dobo in največjim dogodkom v celotnej slovenski zgodovini. Vse to je popolnoma jasno. Je pa res žalostno, saj gospoda Peterleta tukaj, ki je bil takrat predsednik vlade, bi lahko vprašali, ne, zakaj niste poskrbeli, da bi se vsaj ti glavni spomeniki odstranili. Vem, da to seveda ni bilo vaše področje, vem, da je bilo čas za to, da se država vzpostavlja in verjetno tudi ni bilo takrat zavesti, da se bo ta zgodovina tako hitro vrnila. Tega gotovo niste pričakovali. Tega gotovo nisem pričakovali. Veste, da sem jaz tisto sliko Titovo odnesel iz sejne dvorane. Je še televizija, ki je zamudila, da bi to dobro posnela, želela, da jo še enkrat obesimo, da me bodo posneli, pa sem rekel, je že šel. Smo se zmenili potem tudi z uradom predsednika Kučana, da je šel Titov spomenik iz tistega stopnišča, ki vodi v dvorano, v kateri smo velikokrat videli Boruta Pahorja, ko je podeljeval kakšna odlikovanja, in je bil na mesto Tita, na tisto mesto postavljen, mislim, da en Boljkov bik. No, veliko naprej pa potem ni šlo, bi rekel, iz različnih razlogov. In bi tukaj omenil zdaj še eno zanimivo dejstvo. Glejte, jaz sem glasoval v Evropskem parlamentu za tisto resolucijo o spominu, ki je slovenski parlament ne more posvojiti kot svojo. Mi smo proti fašizmu, mi smo proti nacizmu, ampak komunizma tukaj eni ne štejejo zraven. Ko sem jaz v Teharjih prvič javno obsodil vse tri totalitarizme in se poklonil vsem domoljubom, ki so kadarkoli, karkoli in kjerkoli naredili za slovensko državo in svobodo, torej takrat je bila kritika zelo huda. Ko je to ponovil nekaj let kasneje minister Kračun, je to nekako nekaj časa veljalo oziroma ni bil napaden. Ampak pri nas bi radi eni komunizem, ki je pustil za sabo po revolucionarni plati več kot 700 množičnih grobišč, bi radi šteli pod svobodo. Tega se pa ne da, s tem se ne da živeti. No, sej, kipe si vračamo nazaj, ne? Mislim, vračajo. Čakajte, pa še nekaj, če imate ideje o spomenikih. Lejte, mi smo kulturno, tako kot je doktor Možina rekel, spravili nekaj teh spomenikov v Pivko na območje parka vojaške zgodovine in tam se lahko tisti, ki to želijo, lahko to vidijo in na kulturen način pogledajo, ampak smo slišali zdaj namero nove oblasti, da bo te spomenike spravila nazaj na Brdo. Se pravi, nazaj v funkcijo, nazaj v totalitarno funkcijo, tako rekoč. Torej nas res vračajo nazaj. Kamor hodijo tuji diplomati. In tako naprej. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Izvolite.
spomenik muzeja naše novejše zgodovine, ki to bi mogli malo več. Držite mikrofon pred usti, ker drugače se vas sliši, pa ne. Torej, muzej slovenske osamosvojitve, to vas zanima. Točno tako. Toliko so delali tudi gospod Peterle na tem, ne? Zdaj pa to imajo gobarje svoj spomenik, imajo ptičarje, imajo ribiči. Tele, ko so zaslužili za našo domovino zdajšnjo, ne, pa ne morejo dobiti svojega muzeja. Hvala lepa. Hvala tudi za to vprašanje. Bom na hitro odgovoril. Lejte, kot sem prej rekel, smo mi edinstveni v tem, da ena vlada muzej postavi oziroma ustanovi, zagotovi zanj sredstva, so pripravljene strokovne podlage, kot smo pokazali, za razliko od vlade. Ta vlada trdi, da stroka ni bila udeležena. In mi smo imeli tiskovno konferenco ljudi, ki so strokovne podlage pripravili. In tam nič noter ne piše, kdo bo imel spomenik in tako naprej, ampak je res strokovno predstavljena ta materija z enim odnosom do tega dela naše kulturne dediščine. No, in mi smo vladi nekako dali priliko, da bi to še enkrat premislila, nas mogoče povabila na pogovor, pa da bi se zmenili, če se da kaj skupaj narediti. Sveda tega pogovora, tega vabila ni bilo. Muzej je bil formalno ukinjen, tako tudi drugi muzeji, s tem sta odpadla tudi dva direktorja, ki ne pašeta v sliko, ne? In tisti denar namenjen za muzej, ne vem, v kaj ga bodo dali, seveda. Tukaj mislim, da bo sledila tudi ena tožba. Skratka, mi smo rekli, da bomo naredili sprejeli smo akcijski načrt, ne? Pripravljamo eno močno zborovanje, pripravljamo koalicijo za muzej slovenske osamosvojitve. Menimo, da mora biti ta muzej državnega pomena in v glavnem mestu. Dobili smo že ponudbe, da bi to naredili drugje v neki občini, na privaten način in tako naprej, ne? Delamo domoljubne prireditve in pripravljamo tudi srečanje ali simpozij zgodovinarjev in politikov, na katerem bomo govorili ravno o tem, v kar nas silijo. Primerjali bomo malo bolj temeljito, kot sem to jaz prej naredil, čas revolucije, druge svetovne vojne, posledic tega dogajanja in tega, kar je prinesla osamosvojitev. Ves čas se bomo trudili tudi za to, da bi v šolah ljudje, mladina zvedeli kaj več ali sploh kaj o osamosvojitvi. Skratka, muzej je bil formalno ukinjen, ampak obstaja tudi muzej v srcu, tam ga ne bodo ukinili in iz tega, kar imamo v srcu, bomo delali še naprej za to, da pride do resnega in resničnega muzeja in da bo ta muzej točka, v kateri bodo mladi ljudje oziroma kdorkoli tja pride, lahko krpili svojo domovinsko, domoljubno, državotvorno zavest. Mislimo, da to enkratno dejanje, ki nima primere, tako predstavitev zasluži in sem prepričan, da se bo to tudi z vašo pomočjo slej ko prej zgodilo. Hvala za podporo. Hvala lepa, gospod Peter. Jaz vem, zakaj gre. Zdaj bi mogli vi, pa Janez, pa Bavčar podpisati, ne bo nikoli kipa vašega v muzeju osamosvojitve, pa bi ga mogoče bi pol pokimali, pa bi ga sprejeli. Tako da vsaj malo z nasmehom končamo. Hvala lepa obema, hvala vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Jože bo ostal tukaj, knjige so tukaj, grlo ga sicer boli, roko ga ne boli, da bo lahko knjige podpisal. Če se želite včlaniti v Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, so prijavnice tam.
sicer pa hvala lepa za obisk, hvala lepa predvsem seveda vsem trem, da ste prišli nocoj v Kočevje. Jože, mi dvakrat sva kolega, hvala ti za res monumentalno delo, ne nehat, bi rekel predsednik VSO-ja v Kočevju, brez predaha, ne? Brez predaje, ne popuščamo. Jaz pa svojo knjigo še pišem. Prav, že dolg časa, kakor jaz vem. Lahko noč.